Spoštovani, spoštovane, vsi gostje, vsi tekači, spremljevalci, vabljeni malo bliže semle pod oder, če ste tu. Ne bomo vas dolgo mučili, bo pa zanimivo. Obljubim, kaj praviš, Niko, te poveš v jezikih. Yeah, so dear guests, welcome to Kranj, welcome to this 10th edition of 12-hour run, and please come closer. We will inform you something about history, and then also we will do the briefing for tomorrow's race. Važno, da naj jo snemajo, pa slikajo, Niko, to je pomembno, da bova na socialnih omrežjih danes trendirala. Ej, Mare, če me s tabo slikajo, ni nič hudega, ne? Lahko tudi na Facebooku objavijo ali pa kamerkoli, kater so pa kakšne ženske zraven, tistih objav pa nedovoljen, ker moja žena zelo huda pa, če sem kakšne. Vse slike Nikota in kjerekoli ženske osebe mora on osebno avtorizirati, obveznost. Torej, še enkrat, spoštovani in spoštovane, preden začnemo s otvoritvijo letošnje prireditve, vabeni vsi semle bliže odra, da boste še vi doživeli malo tega, ker doživljamo že v Kranju okoli zadnjih 10 let, zelo 12 ran, namreč letos praznuje 10. obletnico. Sicer 8 izvedel, ampak 10 let je, odkar se je vse skupaj začelo in če drugega ne se malo sprehodimo čez zgodovino. Niko, kaj praviš? Ja, Kranj je eno tako športno mesto in od nekdaj tudi atletsko, tako da so bili tukaj kar neki znani ultraši, Mare, ti bolj poznaš to sceno, boš se bolj videl, kdo so ti. No, pa začniva, Niko, da bo vse tako, kot mora biti. Spoštovani in spoštovane, dobrodošli še enkrat več. 2025 se ima začeti in sicer neke vrste slavnostna akademija, kjer bomo predstavili, kaj se je zadnjih 10 let dogajalo. Kranj, namreč prestolnica Gorenjske, je bil že od nekdaj tekaško mesto. Več kot to, v njegovi okolici so se kalili najboljši slovenski ultramaratonci. Kavčič, Mravlje, Hribernik, Močnik, Primožič in še mnogi drugi so slovenski ultramaraton prvi postavili na svetovni zemljevid. Zato ne preseneča, da je še en Gorenjec, ja tule drži tole zastavo, potem ko je odtekel najtežje ultra preizkušnje, začutil, da tudi Kranj, Gorenjska in Slovenija potrebujejo svojo ikonično dirko, svoj ultramaraton. Ta Gorenjec je bil in je Klemen Boštar, dirki pa se je takrat že takoj reklo slovenski 12-urni tek. Najprej lokalno, ki je potem postalo globalno. Ko se je ekipi pridružila še Maja Rigač, sta skupaj ustvarila prireditev, ki je svetovno znana in v marsikaterem pogledu postavlja tudi nove standarde. Vabimo vas torej, da se ob njeni 10. obletnici na hitro sprehodimo čez njeno zgodovino. So Kranj as a sporty town gave us many runners, also ultra-marathon runners, and one of them that ran many races in other countries then decided, and he said, Kranj has to have a big race too, and then Klemen Boštar started the 12-hour run in 2015, and then Maja Rigač joined, and you know, because behind every strong man there's a strong woman. It developed to a big race, and now it's becoming a global race, and we are very glad that we can celebrate 10 years. Torej, kaj se je zgodilo 4. julija 2015, Niko? Ja, 4. julija 2015 se je Klemen odločil, da bo v Trpojah organiziral tale 12-urni tek in v hudi vročini je teklo 33 tekmovalcev. Krog je bil takrat dolg 5 kilometrov in prvi zmagovalec pri moških je bil Marco Bonifilo, ki je takrat postavil tudi italijanski rekord 152 km in 750 metri. In takrat premagal tudi enega od zmagovalcev Špartatlona Ivana Čudino in takoj za njim je seveda cilj kmalu pritekla tudi prva Slovenka Neža Mravlje z izvrstnimi 128 km in 950 metri. Isti vikend, ista lokacija, leto 2016. Za skupno zmago se udarita Uroš Srnec, na koncu prvak 129,64 km in Nataša Robnik, ki je zmagala med dekleti z
dobrimi 128 km. Skupaj se je na progi borilo 31 tekmovalcev, od tega 24 moških in 7 žensk. No, po 2 letih zatišja pa se je v prenovljeni obliki tek vrnil na sedanje prizorišče v center Kranja. Leta 2019 prvič tudi s štartom ob 13. uri za tekače na 6-urnem teku. 27 se jih je pomerilo na 6-urnem teku, 48 pa na 12-urnem. Vroče julijsko dirko, ki je služila pomladanska levita, pa je dobil Uroš Srnec 139-640, zgolj krog za njim pa je zaostala spet Nataša Robnik 138-140. Kolonsko leto 2020 organizatorjem odnese prireditev, ampak leto 2021 kljub slabim izgledom pač ne. Dirka je na sporedu konec avgusta, udeležba raste. Na 6 ur starta 34 tekmovalcev, na 12 ur pa kar 59 tekmovalcev, skupaj se približamo stotici. Še enkrat več, med ženskami zmaga Nataša Robnik, 122,740 km, pri moških pa slavi Domen Kozje, 131,492 km. Leta 2022 pa se je temu teku pridružil tudi tako rekoč uradni tek za naslov državnega prvaka in na dirki prav tako v juniju najprej prvič izveden ta predvečer, torej tista okrogla miza, na kateri je bil gost tudi grški bog teka Janis Kuros. Udeležilo se ga je 100 tekmovalcev, 5 pa je zmagal Uroš Srnec s 146 km in seveda z novim državnim rekordom. Pri dekletih pa je zmagala Patricija Berežnovska 131 km 452 km, državna prvakinja pa je postala Nataša Robnik. Leto 2023. Na državnem prvenstvu na 12 ur se pridruži še mednarodna dimenzija, prvenstvo Bosne in Hercegovine na 6 ur. Prva nedelja v juniju sedaj skupaj gosti kar 132 tekmovalcev. V norem vzdušju absolutno slavi Švicar Pascal Rüger, ki postavi rekord proge, ki še vedno stoji 161,250 km. Pri ženskah zmaga Analisa Fiti 132 km in 950 metri. Državna prvaka postaneta Domen Kozje in Marijeta Poliša. Slovenski 12-urni tek pa prejme tudi znak mednarodne ultramaratonske zveze, kar je najvišje priznanje, ki ga lahko dobi kakšno tekmovanje. Rekordno leto je preseglo kar 156 tekmovalcev, od tega je bilo 100 tekačev na najdaljši razdalji. Uspeh prireditve kronata Carmen Maria Perez v ženski konkurenci z rekordom 144,259 in pa Dejan Radanac 158 km 244 metrov. Marko Domažin in Alemka Pavc pa postaneta državna prvaka. Iz skromnih začetkov, ko je bilo na startu skoraj oziroma samo 30 tekačev, je to tekmovanje naraslo prepoznaven dogodek, ki je bilo lani skupaj na progi 160 tekačev iz 23 držav. Ja, in teku se je v preteklih letih udeležilo veliko znanih tekačev, svetovno znanih ultramaratoncov, seveda ne smemo pozabiti, da je kot gost pri nas dvakrat gostoval tudi Janis Kuros, pa lastnica ženskega rekorda na špartatlonu Patricija Berežnovska, Španec Ivan Penalba Lopez, ki je tudi z nami danes, Finka Nora Tonkala, pa naša Nataša Robnik, državna rekorderka v teku na 12 leta 2019. Mirko B. Miklič, drugi najboljši rezultat na špartatlonu od slovenskih udeležencev, Nežan Rane, lastnica slovenskega rekorda na 100 km in še. Marko Bonifilio, Italijan, ki je na prvi izvedbi slovenskega 12-urnega teka postavil italijanski državni rekord, to je bilo Trbovelj 2015, Ivan Čudin, trikratni zmagovalec špartatlona, pa Američanka Brenda Karavan, ki je leta 2017 prišla druga v cilju Badwaterja, na dolini smrti, Andrzej Piotrovski iz Poljske, Mara Gular iz Romunije, Marko Vizintin iz Italije, pa Pascal Rüger iz Švice, Mihael Šula iz Srbije, pa zmagovalec
2022, Uroš Srnec ter številni drugi. Slovenski 12-urni tek je mnogim tekačem tudi izmed vas odprl svet ultramaratona in jim dal samozavest, da so se tudi sami preizkusili in iskali svoje limite. Hkrati je dal priložnost socializacije, saj so se rekreativci družili in se učili najboljši. Iz Predite se je rodil tekaški klub S12R, ki poganja lokalno ultrasceno. In ne nazadnje, ko so domači kraj lanske zmagovalke Carmen Maria Perez in njenega partnerja Ivana Lopeza prizadele uničujoče poplave, so kranjski tekači stopili skupaj in v dobrodelni akciji za njih zbrali 600 evrov. No, da smo že pri dobrodelnosti, lansko leto smo tudi zbirali sredstva za akcijo Deželak junak, ki ravno poteka v teh dneh. Sicer nimamo pripravljenega posebnega zbiranja, ampak vseeno pomagam 5, pomagam 10 na 1,9 za otroke, ki bodo šli na morje. In zdaj imamo čas, da na oder povabimo nekdanje zmagovalke in zmagovalce, ki so seveda tukaj z nami. Pa bi najprej na oder povabili Nežo Mravlje. Aplavz za Nežo Mravlje. Ja, zmagala je prvi izvedbi postavila vrstnice. Izvoli Neža, stopi gor. Ja, zdaj bomo naredili skupno postopko. Še mala pozornost za Neža zate. Sedaj vabim, da si na odru pridruži Tome Kozjek, zmagovalec leta 2021, ki se je samo nekaj letih zapisal med ultra legende. Izvolite, gospod Kozjek. Še mala pozornost za Domna. Domen je eden redkih, ki je v enem tednu odvetil ultrabalatonin Špartakom. Ni mi kaj drugega, prej je bil. Idemo z Alfalko Carmen Maria Perez. Carmen, welcome. Esposibla Lopez. Naša zmagovalka, najboljša španska ultra tekačica. In še, prosim, na oder, Nataša Robnik, trikratna zmagovalka, 112 in najboljša slovenska ultratica. Zdaj pa fotografi, prosim, pofotkati to smetano. Slovana je stran. Zraven še, prosim, ja, Maja Rigajč, pa Klemen Boštar. Čisto kratko, samo malo še čisto kratko, še vsakega od vas nekaj vprašam, zelo na hitro. Neža, s kakšnimi občutki si šla na tekmo leta 2015, to je 10 let nazaj, s kakšnimi občutki greš jutri? Ja, pač šla sem prvič na, v bistvu, to je moja najdaljša medalja, ki sem pretekla. Bil mi je nov izziv, vem pa, da je bilo zelo vroče, no, takrat. Ti skroki meni kar ugajajo 5 kilometrski, če se malo čez gozd. Tako da, ja, kakšnih hujših težav vem, da nisem imela. Tako da, ja, super. Jutro se pa tudi veselim po parih grem na en ultratek, glede na povečanje, da kar nekaj let težave s poškodbami. Tako da grem, probala bom. Aplavz za Nežo Mravlje. Kozjek, da bi še kaj vprašamo? Domen Kozjek. Vsi, ki si jih premagal in zaključil. Učenki pa Kranj To je zelo dobro vprašanje, kaj naj rečem. Zelo domen mi je začel, ki se spomnim tistega teka, na koncu me je krči, močno so me krči delali, sem mislil, da nam zvodil zadnjega kroga, da se bo kar nekam porovnal. Sem nekaj globusa, takrat smo še okrog šli. Dopustilo sem zmogel še tistih zadnjih nekaj metrov, ker vem, da mi je zajca bil. To je bilo pol tisto, kar mi je na koncu. Če ne bi bilo zajca, bi se verjetno vlegel, do takrat, ampak mi je zajca bilo naprej.
Vse dobrega. Pa vem, na začetku vsi štartamo srečno, veselo, super fajn. Zadnji kilometri so peklenski, tisti se zdaj ne spomnim, vem pa, da je bilo podobno. Pa tek po tek. Super, če greš na tek uživati, potem je to v redu. Če se greš na tek boriti od začetka do konca, potem je to neko boriti. Jaz sem šel uživati, vedno sem šel uživati v Kranj. Vedno bi bilo super teč tukaj, po stari progi in po novi, tako da se verjetno še kdaj vidim. Aplauz, prosim, Domen Kozek. Evo, že pa da vidimo, kaj je Google Translate napisal. Carmen, todos seguimos con preocupación la indicaciones del año pasado en Valencia, que también los veteranos realmente a ustedes y Iván, amigos de Kranj en nuestros eventos, ¿ha vuelta ya la vida a la normalidad? Pues hemos vuelto poco a poco y sobre todo hoy queríamos daros las gracias a toda la ayuda, a todo el apoyo que nos disteis, porque fueron momentos muy duros para nosotros. Poco a poco estamos remontando y bueno, estamos muy agradecidos, muy felices de poder estar hoy aquí, de mañana dar lo mejor de nosotros y disfrutar con todo el equipo y toda la organización de esta carrera. Se pravi, počasi se življenje vrača v normalo, sta zelo hvaležna, da smo mislili na nju in ni še vse končano, obnova, ampak bo, in sta zelo vesela, da ste spet lahko tukaj z nami, da boste dala vse od sebe in se z veseljem podružila tudi z vami. Gracias, buen día hasta mañana. Aplauz za Carmen Marino. Nataša nič ni povedala. Nisi več vprašal? Nataša. Prišla si, videla in tekla vse, kar je možno. Kaj sploh je še na bucket listi Nataše Robnik, kar še ni odkljukano? Pa našla tako mlada že v penzijo. Ne, pa recimo, da bomo začeli metriško školo z Žitko, pa malo manj tega tekmovalnega naboja. To nismo slišali. To ste vdali, da bi mikrofon hiter. Žitko mi je rekla. Aplauz, prosim. Hvala, dragi zmagovalci. Super je bilo. Zdaj se res lahko spočiti malo. Čestitamo. Čestitamo še enkrat. Zdaj bomo samo še par stvari moraš narediti, ki so luštne. Mislim, da Niko cel kupitno štukaj, da bi se pel. Vete, kam je všeč Kranj? Videla, če ti si zgledanje se mi Sporžiča in ponavadi se vsaj enkrat na let se rečeva kje, v Kranju. Ja, to pa zato, ker je Kranj ena taka športna destinacija, pa tudi turistična, na zadnjih letih se zelo razvija tudi turizem in mislim, da gostje, ki pridejo, tudi naši tekači iz drugih držav, si bodo še malo ogledali znamenitosti, kjera prireditev, ki pa ne bi najbolj všeč v Kranju, poleg 12-urnega teka tujera. Dobro razmislimo, kaj pa Le spodaj. kaj pa spet le luštne? Le spodaj, ven prideš na ustran pa Zdaj rovi, a veš? v vročini poletja ti razmišljuješ zimske evente, prav, Ne, vinske tekušine v rovih pod starim Kranjem. Tudi to je šport, hočeš reči, tudi to je šport. Pa turizem, vse ostalo, jaz verjamem, da je zaradi slovenskega 12-urnega teka v Kranj prišlo mnogo ljudi, ki je videlo prvič in se potem vrnilo še kdaj. Kot peljalo s Kranjem. Aplauz za Kranj, pa slovenski 12-urni tek, prosim, Kranj, še nismo dosti posvetili, da se mu boste poslušali 12 in ga hvalili 12 ur, verjamem. Imamo še te priznanje, Niko? Ja, jaz sem nažalost prišel prepozno, jaz sem na tem teku šele 3. leto, koliko let že ti? Jaz sem kakšno leto dlje, ampak še zmer nisem posebej. Za priznanje nisem. Za priznanje nisem,
Ampak imamo pa dva, ki sta res zaslužila eno veliko priznanje, kajti imamo dva tekača, ki sodelujeta od samega začetka, od leta 2015. Prosim, da se nama na odru pridružita Zdravko Barič in Mitja Rajkovič. Bravo. 10 let hitro mine, ne za Mitjo, pa za Zdravca. Sedamo se tudi jutri na progi, se razume. Izvolite gor še na skupinska potka. Zdaj še lahko skočiš gor, ja. Zato smo naredili to zdaj, pred tem. Aplavz še enkrat, aplavz še enkrat. Hvala, Marko, Alfred, Steven, vse skupaj in Inter prav, da bo raje teku, ko Damjan Kolčar počel. Zdaj ne bova mučila vseh tekačev, ki so letos tukaj prišli počastiti Kranj svojo deležbo, lahko pa našteva tiste, vsaj tiste pa jih zaploskamo, ki bodo jutri na progi med favoriti in bodo postavljali najboljše čase. Ja, malo smo pregledali svetovne rezultate in lestvice in seveda ne smemo pozabiti tudi našega drugega gosta iz Španije, ki je predlani dosegel drugo mesto na Badwater Runu, to je z nami Ivan Penalba Lopez iz Španija. Ivan, you have many good results and we put you on the list of favorites tomorrow. What's your goal for tomorrow? In español. Mi pensamiento para mañana es intentar hacerlo lo mejor posible, hacer la mejor posición y el mejor resultado. Hacer un buen también entrenamiento para mí con el calor, porque sobre todo en Badwater mucho calor, pero voy a intentar hacer el mejor resultado. Torej pravi, da ne napoveduje kilometrine, ampak da bo naredil najboljše, kar je možno. Pričakuje, da bo vročina, ampak to ga ne bi smelo motiti, kajti na Badwaterju je še kakšnih 15 do 20 stopinj več, tako da računa na dober rezultat. Muchas gracias, Ivan. Imamo še kakšen tuje, ki prišel nam malo drugo delati. Recimo, prvič v Kranju, odličen slovenski trnaš, sicer jutri pa tudi ultra tekašni cesti. Aleš Svetina! Najtežje vprašanje na svetu. Kaj, draga ti je bilo pa super na ultra traili, kaj ti je pa bilo, da si se peljal na cestni tek? Klemen me je prepričal, on je kriv vse. Kot vedno. Odličen odgovor. Klemen je malo tako pričal. Vsem, sam to še povej. Jutri bo prijetno, toplo, imaš kakšne cilje, ki ne bi tako zaupaš? Ja, upam, da preživim. Ker jaz nisem navajen Badwaterja pa tega, jaz sem bolj za hladne, gorske stvari, tole bo precej izziv jutri. Poletje, ker je noter barvo boš imel vse. Srečno, Aleš Svetina, dame in gospodje. Rado naprej, sluša krpček potoček, pa se mečkar ohladi, ne pa nas ne zapuščati trase in ne more do pokra. A imamo kakšnega njegovega konkurenta, mogoče Marko Tomažin, si kje? Tomažin tukaj. Marko Tomažin, če si kje, prid gor pomahat, lahko se pa tudi še skriješ malo, da jutr, ja, drža. Tomažina ni, kjer ga ni? Koga pokličamo? Mogoče je tule naš prijatelj iz Kosova, Erzen Ziveraj. Erzen Ziveraj, Jirgita. English, so you came from Kosovo. Have you ever run in Slovenia before? Trigo training. So you run roads and mountains. Yes, I am a hybrid athlete, so this is my first time that I will run a 6-hour race, and it will be fun for me because I will
will expose my all preparation that I have for this race. I hope that I will be in good shape and have a good result. Oh, thank you very much. Thank you for being with us. Oddaje z nami. Still maybe. Welcome to the stage, Line Kaliskaner, Norway. Ja, Norge. Willkommen. You are here for the second time, if I'm not wrong. Yes, last year I had did only the sprint with 6 hours. So now you increased to 12. Yeah, it's better because I don't have to run that fast. Why not? If you run faster, your distance will be longer. I will do my best and I will run fast, but for 6 hours it will be impressive. Okay, thank you very much. We wish you luck for tomorrow. Good luck, Line Kaliskaner. Nekaj se nam malo spet pridruži še prijatelj Španije, friend from Spain, Felix Ponschafer. Felix. Welcome, Felix. Just one question. Will you beat Ivan tomorrow? I don't know. No, I don't know. What's your plan for? It's not my plan. My plan is to run as fast as I can and to beat my personal best. And, What's your personal best? 161. 161 km na nov svet, da kako to hoče Litar premagati. Čestitke, Felix, vse sreče, good luck. Kakšen meterček več bo pa že rekord na upadu. No pa še z Hrvaške, prijatelj Zdravko Jedrijev, bil je že v Kranju. Zdravko, dobrodošel. Zdravko, si tu? Ni Zdravko tam? Je Zdravko, vse je, Zdravko. Krkaona, ja. Prošle godine, bio tu? Drugo mjesto, 149 km. Evo, prošle godine imali smo jako hrvatsku delegaciju sa svim ovim curama. Janko je doveo celu falangu i hoće i danas doći i sutra. Čuo sam da neće baš toliko plavani, ali bit će se. Biće vas i bit ćete konkurencija jaka ovim strancima. Evo, čestitke i dobre želje za sutra. Sretno. Janko je tamo u Kafanu. Koji prvi je rekel, Klemen me nakibicao, ne? Klemen je kriv za vse. In Klemen, daj prid, sem le še ti kakšno besedo povedati, če v kaj narobe, pa oba. Danes se nam na odru torej pridružita duša in srce prireditve, brez katere Kranj ne bi bil prav ultraško velemesto. Na odru torej Maja Rigač in Klemen Poštar. Izvolite. Vse je bilo že povedano, jaz bi se samo zahvalila vsem našim tekačom, ki redno prihajajo na našo tekmo od leta 2015 pa do danes in seveda najboljši ekipi prostovoljcev, najinim prijateljem, ki nam pomagajo, da ta tekma res postaja vrhunska. Na koncu, pa ne na zadnje, bi se pa zahvalila Klemnu, ki skrbi, da moje življenje, ja, točno to, da ni dolgočasno in da ni več mirno. Hvala. Tukaj nama je povedanega strani Mika pa Marka. In bom jaz v bistvu samo malo ponovil in tudi hkrati vrnil kompliment Maji. Pač letos mineva 10 let od prve edicije 112 rana, bila so težka leta, tudi danes ni nič lažje, kot je bilo bližnje težje, ker stremimo vsako leto znova, da naredimo tekmo boljšo, zdaj, ko nam to uspeva, to boste vedeli, to boste vi znali povedati. Da pa še vrnem za kompliment Maji, ta dogodek je sigurno precej napredoval, ko je prišla zraven Maja in nobena ženska moja ni toliko dolg z mano strana po tej prireditvi kot Maja. Aplavz za Majo, prosim.
Bravo, Klemen, bravo, Maja. Preizkus, ja, trdnosti veze je, če ste dvomiti ali ženska ta prava za vas, pejte organizirati to tekmo. Če bo držala več kot eno sezono, pa je ta prava za vas, ja. Ne čudem ga, ja, da ne pozabim moment, da sta leta 2022 Maja in Klemen za tole prireditev prijela posebno plaketo mestne občine Kranj. Torej pomeni, da ste na izjemni prireditvi še enkrat več, preden pa še narediva tehnični sestanek, Niko. Ja. Tamle zadnji za tistole mesto so pečejo burgeri, tam noter za ovinkom je gostilna Mitnica, kjer lahko dobite razjedrile napitke vseh okusov, ja, danes in jutri, tako, tamle se lahko krepčate, danes in jutri zgolj tekači, pač ne, saj med tekom ne lahko kaj podajo, ne, zato da ne bo trapari. Zdaj pa vse ostalo, preden lutke na koncu zažežijo, tule Niko bo naredila še malo tehničnih navodil za jutri, da ne boste stavali v temi. Torej, kdaj začnemo? Jutri ob 7. štartamo z 12-urnim tekom, ob 13. 6-urnim tekom, ob 7. zvečer ob 19. zaključimo z obema. Štarte pakete ste že lahko prevzeli, če še niste temne, ličnice levo spodaj, jutri nedeljo po 6:30 tekači do 6 ur lahko prevzamejo do pol 1 oziroma do 12:30. Garderobe, gostišče Stari Majer, prenosne mece je na Poštni ulici, za garderobo pa pazite, kaj boste dali noter, ja, da ne boste potem kaj izgubili. Štartno ciljno prostoru so na voljo tudi masaže od 9. ure naprej, torej, če boste potrebovali, da vam razmigajo mišice, se vležite na mizo in se predajte urnim rokam naših maserjev. Tuši, prav tako v gostišču Stari Majer. Kdo bo meril čas, utrka.com kot lansko leto. Zato pazljivo štartnimi številkami ne bodo na sprednji strani, ne zvijajte, da ne boste uničili čipa, to je zelo pomembno. Pred koncem 12-urnega teka vsi tekači 12 na 6 dobijo v roko svoje palico štartno številko, ki jo točno 19 ko bo zapolnila sirena, odložijo na tla, da vam še neki potem točno pomerijo metre, če se vam nadaji povrni krog, lahko počakate na grande finale tudi v ciljnem prostoru. In tam se fotkate svojo čudovito medaljo, ki boste dobili. On the other side, there will be a tent and some tables, and then you put it there. Kaj je še pomembno, veste, že od lanskega leta, preteklih let, vsi rezultati so ves čas sproti v živo in osveženi na 112.ran, tudi v živo bo prenos prek YouTube-a, to vse na 112.ran, da vidite, jutri, 1.6. tudi na let za svojo ciljnem prostoru, boste vse rezultate, vse kroge lahko spremljali ves čas, tako tekači kot spremljevalci. Imamo medicinsko službo prav tako v ciljnem prostoru, trasa pa spoštovane, skoraj na njej smo, ob njej pravzaprav teče iz Ododnjaka, centra mesta, čez tale most, pa levo tam obrne pri parkirnem prostoru, se vrne nazaj, potem po Božji ulici, Poštni ulici, do se obrne nazaj proti Ododnjaku, 1250 metrov, izmerjena je ima certifikat AIMS. Spremstvo zelo pomembno, v štartno ciljnem prostoru so lahko spremljevalci samo tisti, ki so prijavljeni za tekače na 12 ur, sicer vsak tekač ima svojo uradno krepčevalnico in posebno okrepčevalnico, ne bi se lahko pusti svoje stvari, lahko imate spremljevalce, ki ga oskrbijo s tem prihujak, se pravi na pol kroga, lahko tekači oskrbijo tudi za svojo krepčevalnico in za svoje navijače, ki ga tam oskrbijo, sicer ni dovoljeno iz proge, med tekom se stopiti, da ste lahko diskvalificirani. To pomeni, posebej je to pomembno za tekače v državnem prvenstvu, ne iti iz proge, samo na uradnih krepčevalnicah se oskrbite, če boste šli iz proge. To pomeni, da ste zaključili s tekmovanjem. Kaj je še pomembna novost, letošnje 112 ran dirke, smo del Balkan Express pokala, to je poseben sistem tekmovanj, ki združuje najboljše ultra tekme v regiji.
Katere tekme so, se sprašujete, to smo že večkrat povedali, pa dajmo še enkrat. Poljska ultra v Savskem Brodu že bila za nami 124 koprov, prav tako jutri je tretja tekma v Kranju, sledi četrta v Sarajevu 4. oktobra, peta pa v Zagrebu 15. novembra na 6. 12 ur letno svetovno tekmovanje, 24-urno svetovno prvenstvo v Albi v Franciji 18. oktobra. Samo še čisto na koncu, ja, 112 strani ima srebrno značko IAU, tako, lansko leto pač zlato, vse značke je treba dati skozi, podelitve pa kot veste, takoj po koncu tekmovanja 19:30 bodo vsi rezultati za vse kategorije, za vse razdalje in tudi za državno prvenstvo. Niko, izvoli par besed morda še za naše kune. Ne vem, kaj si tako pred govoril, jaz sem zdaj že za albanci, to so osebljeni po albanščini, pa v norveščini, pa v... Dal sem ti čas, da delaš mednarodno glasno. Torej, si se povedal, ja, pol pa... Ne potrebe pokrivanja. Pol sam še zapojemo eno zelo. Nava midva pela, midva vas zdaj počakala, da se prve burger že spečal. To bova počakala pa Irenci, tam je v Micici bova en radnjarski, pa nekirček naročila, muskova pa pustila druga, ne prav? Dobro, neki Monika. Da bom jaz, štrikac, pa dol lutkice, no. Lutke na koncu. Lutke na koncu, oziroma lutke na španici bodo zdaj zaigrali za vas, tako da, dame in gospodje, sprostite se, naročite nekaj hladnega, da se že ohladite za jutrišnji dan, ko nekaj povroče in seveda uživajte v glasbi naših gostov iz Hrvaške. Slo 12, ranč 2025 je otvorjen. Dobrodošli, se vidimo zjutraj. I officially declare the Slaw 12-hour run as open. I'm practicing to be a president of IOC.